Pozdravljeni, dragi gledalci, ponovno v oddaji Glas Medžugorja. Z vami sva Mateja Vlasak in Klavdija Jurišič. Dober večer, dragi prijatelji Medžugorja. Klavdija, zakaj je ta oddaja pravzaprav nastala? Ta oddaja je nastala, lahko bi rekli, ker je Marija tako hotela. Kajti našli smo se v času, ko ne moremo romati v Medžugorje. Vemo pa, da so bila ta romanja Slovencev v Medžugorje najštevilčnejša na področju celotne Slovenije. Torej, če poenostavim, največ ljudi iz Slovenije je romalo prav v Medžugorje. In sedaj, ko nam je to onemogočeno, Marija prihaja k nam. Želeli smo, da bi Medžugorje in Glas Medžugorja dosegel domove. Domove ljudi, ki so Medžugorje spoznali, ki so tja romali, in tudi tiste, ki ga še ne poznajo in ga bodo lahko na ta način spoznali. Za vas smo pripravili pesnitev pokojnega duhovnika Stanka Žerjala, ki je deloval kot publicist, poučeval je latinščino, slovenščino in zgodovino. Veliko let je deloval med Slovenci v Italiji. Pesnitev je bila napisana leta 1986 in ima kar 52 kitic. Medžugorje vam predstavljamo korak za korakom in danes nas bo v naslednji korak popeljal začetek te pesnitve, ki nosi naslov Medžugorski venec. Zveni pa takole. Zdravo, o Hercegovina in Marijina planina, kjer je srečala mladina, Božjo mater in nje sina. V reke Neretve okolju, v dalji dan hoda do morja. V hribih na zelenem polju so vasice Medžugorja. Sredi polja cerkev bela, v varstvo hribov jugovzhodnih in okrog nje skromna sela so kraj čarov nadprirodnih. V letu svetega Frančiška na Bijakovski planini prikazala se deviška Mati Božja je mladini. Sredi kraškega gorovja, na tleh ostrega kamenja, sredi trnja in grmovja, glejte čudežna znamenja. V kresnih dneh tam na strmini je prikazanje nebeško, pod večer ljudem v bližini zbegalo modrost človeško. Nad vasjo Bijakoviči pri Podbrdu nad Poljano so dekliči in fantiči uzrli ženo nasmejano. Milo jim je govorila, da nam je miru kraljica, in moliti naročila, da bi zmagala resnica. Spet in spet se je vrnila, včasih z detetom v naročju, k srečanju spet povabila na razdrapanem pobočju. Dan za dnem prikazovala, se v težavnih je pogojih, vsemu ljudstvu je dajala znamenja obiskov svojih. Klavdija, ali si bila kdaj prisotna na videnju? Nažalost ne, bi si zelo želela biti, ampak nisem bila. Je pa bil prisoten gospod Kornelij Vidmar, ki smo ga spoznali že v prejšnji oddaji. Medžugorje pozna že skoraj od samih začetkov in najbolje, da o tem spregovori kar sam. Kornelij, lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Kornelij, prejšnjič smo poslušali v oddaji o prvi izkušnji prvega romanja v Medžugorje, ki je bilo leta 1982. Slišali smo nekaj tudi o tem, kako izgleda videnje. Ste bili vi že večkrat prisotni pri videnjih? Ja, preko 100-krat v neposredni bližini vidcev. Kako pa to izgleda? Bi nam lahko to malo predstavili, da bi si tudi tisti, ki nismo bili še pri videnju, znali to predstavljati? To je z bornimi človeškimi besedami nemogoče opisati. To so posebni občutki, bi rekel nebeški občutki. V tistih trenutkih, ko se nekaj začne dogajati, kot vidiš, da vidci padejo na kolena, ko zagledajo Marijo, takrat se jim obrazi spremenijo, postanejo veseli, postanejo blaženi.
To so nepopisno lepi občutki, posebej, če si v neposredni bližini in to lahko doživljaš. Lahko poveste, kako je izgledalo videnje, ki se vas je najbolj dotaknilo in vtisnilo v spomin? Eno od teh videnj je bilo videnje pri Vitkini Vicki Ivankovič, pri njej doma v njeni dnevni sobi, ko sva bila z pokojno gospo Majo pri njej na obisku in je bilo res nekaj nepopisno lepega. No, to videnje sem tudi uspel posnet. Lepo se vidi, kako je Vicka pokleknila v tistem trenutku, ko je zagledala Marijo, kot da bi ji nekdo izpodrezal noge. V glavnem pade je na kolena in izraz obraza se je spremenil, vsa je sijala v tistih trenutkih. Seveda mi nismo ničesar slišali, kaj se je ona z nebeško materjo pogovarjala, ampak čutili smo prav tisto intenziven pogovor, tisto pokanje kosti v ustih oziroma v tem mandibularnem sklepu, tako da res človeka to prevzame, posebej, če to stvar prvič doživiš. Kakšni pa so občutki, ko ste prisotni na videnju? Odvisno, kako si prisoten. Jaz sem se velikokrat rinil na ta videnja z kamero, z mikrofonom, s fotoaparatom, velikokrat pa tudi samo s srcem. In takrat doživiš to nadnaravnost, doživiš, da se nekaj dogaja v tvoji neposredni bližini, čeprav tega ne vidiš. Po eni strani je to zelo čudno opisati, to bi moral vsak doživeti. Kako pa si predstavljamo Marijo? Zdaj, vemo, da se je Marija prikazala na različnih krajih in tako so nastale različne podobe. Jaz sem enkrat skupino romala v Medžugorje in ustavili smo se v Tihaljini, kjer nam je župnik pokazal kip Marije. In pri tem kipu nam je povedal tudi zgodbo. In sicer dejal je, da na začetku, ko so Vice spraševali, kakšna je Marija, kako izgleda, da bi jo lahko opisali, so jim prinašali podobe, slike, razne iz različnih krajev, kjer se je Marija tudi prikazala in nasplošno raznih umetnikov. Ampak nikakor je niso mogli izbrati tiste podobe, ki bi bila podobna Mariji, ki jo oni vidijo. Kajti dejali so, da je veliko lepša kot pa vse te naslikane slike, fotografije in vse, kar so jim prinesli. No, na koncu pa so le rekli, da če pa že morajo izbrati, da potem bi pa izbrali ta kip, ki se nahaja v Tihaljini, in to zato, ker ima obraz takšno milino kot Marija, da je tako lep, nežen in mil. In tudi ta obraz nam je pravzaprav nekako tudi znan kot Marijin obraz iz Medžugorja. Ampak ni pa to Marija v tej podobi, ki se prikazuje v Medžugorju. To ni namreč medžugorska podoba. Kakšna pa je ta medžugorska podoba? No, predvsem Vici opisujejo, da Marija izgleda zelo mlado dekle. Oblečena je v sivo obleko, na glavi ima belo vlečko, ki sega do tal, na glavi ima seveda tudi krono. Ta krona je kot venec iz 12 zvezd. Čudovita stvar. Lebdi na malem belem oblaku, približno 30 centimetrov nad tlemi opisujejo. Vedno, kadarkoli sem jih poslušal, me je pa prevzelo to, ko so razlagali, kako je Marija lepa, kakšen lep obraz ima, kako je to vse skladno. Tudi oni so se dobesedno zaljubili v to njeno podobo. Pa se je Marija kaj postarala? Letos bomo praznovali že 40. obletnico prikazovanj v teh 40 letih. Kako danes izgleda Marija? Ja, to je dobro vprašanje. Vici pravijo, da se Marija čisto nič ni postarala, ampak je iz videnja v videnje lepša. Vsak dan, ko jo na novo vidijo, se jim zdi lepša in še bolj blažena.
Vi ste se z vidci tudi večkrat pogovarjali. Posneli ste Vicko. Kdaj in kako je posnetek nastal? To je bilo, mislim, da 85. leta, ko sva prišla z gospo Majo k Vicki na en kratek obisk, pa je bila ravno popoldanska ura, spili smo kavo in potem nas je Vicka sama povabila, če želimo, da lahko ostanemo pri njej na videnju. Seveda z velikim veseljem sva ostala tam. Pa si oglejmo posnetek. Kako je gospa prelijepa, obučena u sivu haljinu, ima bijeli veo, kruno zvijezda, oči plave, kosu crnu, jagodice lumene, da lebdi u zraku na sivom oblaku, da drži nešto u lijevoj ruci, da stalno otkriva, pokriva. V tem kratkem videu, ki smo ga videli, smo slišali, da Vicka opisuje Marijo. Ampak na koncu pa potem še reče, da nekaj pokriva in zakriva. Na kaj naj bi se to nanašalo? Ja, to je bilo to njihovo prvo videnje 24. junija 1981, ko so jo medžugorski vidci prvič videli. Imeli so v tistih trenutkih v svojih mislih tudi razne pomisleke, ampak ko so videli, da je v bistvu izgledala kot mati, prepoznali so, da ima ona v rokah majhnega otroka in da ga z nekim pregrinjalom pokriva in zakriva. Ne? S tem, ne vem, verjetno je ona želela pokazati, da je ona mati, da je Božja mati. Kako pa samo videnje poteka? V nekem trenutku vidci zagledajo Marijo, ampak zagledajo jo kot neko majhno pojavo v globini, v modrini vesolja, ki na tem belem oblačku pride do njih. Potem se pred njimi ustavi, približno 30 centimetrov nad tlemi. V tistih trenutkih oni tudi vidijo zelo močno svetlobo, ki je močnejša od sonca, vendar prijetna za oči. Celo pravijo, da se včasih 3-krat zabliska ta svetloba. Potem, ko Marija stoji pred njimi, jih največkrat pozdravi, hvaljen Jezus, angeli moji, ali kaj podobnega jim reče. Seveda oni jo odzdravijo in potem začne z njimi pogovor. Med samim videnjem je pa ena zanimivost, ko vidci pač pripovedujejo, da Marija začne moliti Oče naš. In takoj, ko reče ona Oče naš, oni nadaljujejo, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, in tako naprej do konca. Potem zmolijo še Zdravo Marijo in na koncu Slava Očetu. No, pripovedujejo, da med tem, ko molijo Zdravo Marijo, Marija molči, seveda sebi ne moli, ampak drugače pa z njimi Oče naš in Slava Očetu pa moli, pa tudi velikokrat povejo, tudi druge molitve molijo skupaj z Marijo. To videnje lahko traja par minut, mislim, da nekje v juliju 84. sem bil pa celo priča enemu videnju, ki je bilo dolgo 1 uro. Tako da odvisno od tega, kaj ima Marija z njimi, torej kakšen namen ima, kaj jim želi povedati, od tega izgleda tudi odvisna dolžina videnja. Čeprav vidci sami ne vedo, koliko časa so se z njo pogovarjali, ker vedno povejo, v tistih trenutkih izklopijo kompletno prostor, čas, ničesar ne vidijo sten, ne vidijo stropa, oni vidijo samo tisto čudovito modrino vesolja in nebeško gospo, ki stoji pred njimi. Potem proti koncu, ko se videnje zaključi, ko jih ona že pozdravi, se pa na tem oblačku spet dvigne in za njo grejo 3 apokaliptična znamenja: srce, sonce in križ. Ko gre še križ stran, se pravi, ko se dvigne, v tistih trenutkih potem pravijo, da pogled na to čudovito nebeško gospo ugasne in potem se spet zavejo, da so na zemlji, se pravi, da klečijo ali stojijo ali kakorkoli,
In opazil sem jih že kar nekajkrat, ko po videnju pogledajo, koliko je ura. Sami v bistvu v tistih trenutkih nimajo občutka za čas. Res zanimivo. Poraja se mi vprašanje, kateri jezik pa potem govori Marija? No, že na samem začetku so jih ljudje spraševali, kako se oni z Marijo razumejo. In so vedno odgovorili, govori čisto hrvaščino, čisti hrvatski jezik. Včasih celo kakšno ljubkovalno ime, kot se med seboj kličejo, izgovori tudi ona, tako da se jim je popolnoma prilagodila. Pa je kdaj spregovorila tudi v kakšnem drugem jeziku? So jo kdaj slišali? Ja, to nam je ravno Vicka pripovedovala, torej enkrat med videnjem so jo gledali, kako je ona nekaj časa molila v njim nerazumljivem jeziku. Potem so jo vprašali in je rekla, da je molila v aramejščini, v njenem materinem jeziku. Kako pa se potem Vici počutijo, ko se videnje konča? Če si predstavljamo, da govorijo z nebeško materjo in da opisujejo to kot neopisljivo lepo, da je kot da bi bili v nebesih, potem pa se vrnejo. Kako se počutijo, ko se videnje konča? Ja, saj tisti trenutek za njih je nekje najtežji. Ko Marija izgine izpred njih, ko se dobesedno odklopijo od nebes, bi rekel človek, v tistem trenutku sicer so veseli, ampak velikokrat tudi žalostni. Posebej Mirjana velikokrat vidimo na njenih očeh solze in potem še kasneje tudi doma cel dan pravi, da je žalostna, da se zjoče, da je to tako nekaj čudovitega gledati nebeško gospo iz oči v oči in potem, ko to mine, seveda ji to manjka. Kako pa se obnašajo prisotni ljudje? Nekateri so tudi videli določena znamenja, križ, svetlobo. Ja, to so zunanja znamenja, ki so posebej v prvih letih prikazovanj bila zelo pogosta in so morda bila kot neka potrditev tudi zaradi ljudi, ker ljudje so bili zelo skeptični do vsega skupaj. Oni so sicer videli, kako padejo na kolena, kako spremenijo izraz svojega obraza. Potem, ko videnje konča, so pa spet, bi rekli, normalni, ampak marsikomu to ni bilo dovolj. In zato se je tudi velikokrat pojavilo v Medžugorju kakšno tako posebno znamenje. Jaz, ko sem se pogovarjala z meščani, ostalimi župljani Medžugorja, je bilo zanimivo, ko smo jih mladi spraševali, če so kaj dvomili na začetku v prikazovanja. In potem mi je en voznik odgovoril, pa ne, to sploh ni bilo vprašanje. Mi smo vsi videli, kako so se ti otroci spremenili. Ampak vprašanje je bilo bolj to, zakaj jaz ne vidim, tudi jaz bi rad videl. In tako se jim je porodila tudi nekaterim ideja, da bi se Marije dotaknili. So imeli željo, če je že ne morejo videti, da bi potem se jo vsaj dotaknili. In vi ste nam pripravili še en posnetek, ki nam bo to tudi pokazal. Torej, velikokrat so si ljudje želeli, da bi nekako bolj prišli v stik z nebeško materjo, oziroma da bi jo začutili, če jo že ne morejo videti, pa so nekateri prosili Vice, da bi si želeli dotakniti njenega plašča, njene obleke. No in bilo je poznano, v par takih videnjih so bili v neposredni bližini, pa so jim Vici pokazali v bistvu, kje se Marija nahaja, pa so se nekako z rokami hoteli dotakniti tega njenega plašča, ampak Vici so v tistem trenutku na svoje veliko presenečenje videli, da so se začeli na Marijinem plašču pojavljati temni madeži. V tistem trenutku so bili malo zmedeni in niso vedeli, kaj to pomeni, pa jim je potem Marija kasneje razložila, da so to grehi, ker so pač grešni ljudje prihajali in se jo dotikali.
To bi nekako lahko povezali s tistim na začetku, no, ko Marija stoji na oblaku. Tudi zato so jo enkrat vprašali, zakaj stoji na oblaku, je bil podoben odgovor. Ja, nekako jim ni bilo to jasno, zakaj ne stopi na zemljo pred njih in so jo vprašali, pa je odgovorila, da ne stopi na zemljo, ker je zemlja preveč grešna. No, sedaj pa si bomo mi pogledali ta posnetek. Kaže Ivanka, evo, kaže, Gospe, kliknite. Mi smo poklacali i onda ja sam Ivanki rekla, Ivanka, sine moj, de Gospu zamoli, bili ja mogla se dotaknuti samo njezne aljnje. I onda je ona Gospu upitala, Gospa je rekla da mogu. Onda je rekla, Ivanka uzela moju ruku sa svojom rukom i po licu Gospe, to bako sad je diraš po licu, eto sad po prsima. I tako, eto, ja nisam vidjela ništa, ali samo jesam sretna se osjetila, da niko sretniji od mene nema. Tako, v posnetku smo lahko videli, kako Ivankina stara mama opisuje, kako se je dotikala Marije in pravi, da je bila najsrečnejši človek. Ja, njeno staro mamo Kato smo večkrat vprašali, pa bil sem prisoten tudi, ko so jo Italijani ali pa ne vem, tudi drugi spraševali, kako je bilo v tistih trenutkih, kako se je ona počutila. Pa je velikokrat tudi dodala, v tistih trenutkih jaz sicer ničesar nisem videla, imela sem pa občutek, kot da gre neka elektrika skozi mene. Ampak vedno je to s takim navdušenjem pripovedovala, tako da tudi če bi človek morda dvomil ob njenem pripovedovanju, te je kar prepričalo, da je ona res nekaj tega doživela. Marijina milina in lepota torej ne delujeta samo preko oči, ampak tudi preko dotika. Vidci so Mariji postavili veliko vprašanj. Med drugim so jo vprašali, zakaj si tako lepa. Ja, in Marija jim je odgovorila, lepa sem zato, ker ljubim. Ljubite tudi vi in tudi vi boste lepi. Tako, mi bomo današnji pogovor zaključili še z eno mislijo in sicer zapisom, ki ga je Jakov dal na enem intervjuju, prav na ta odgovor. In sicer je rekel, tudi mi moramo ljubiti, da bi bili lepi. Potem pa je razložil, najprej lepi v duši, potem pa tudi lepi po zunanjosti. Naši obrazi so večkrat samo maske. Marija želi, da bi se notranje prenovili in odložili maske. Ko pričnemo ljubiti svojega brata ali sestro, svojega očeta ali mater in z isto ljubeznijo druge, tedaj nimamo težav z lepoto, kar pride sama od sebe. In s to mislijo zaključujemo današnjo rubriko Spoznavajmo Medžugorje. Hvala Kornelij za deljenje vseh izkušenj in za opise Marije. Hvala in nasvidenje do naslednjič. Hvala tudi vam, hvala. Nasvidenje. Nasvidenje. Dragi otroci, želim, da dolgo premišljujete o sporočilu, ki ga danes dajem preko svoje služabnice. To je Marija sporočila prek vidkinje Mirjane Soldo na njen rojstni dan leta 1996. Resno smo vzeli to sporočilo in ga umestili v osrednjo temo naše oddaje, kjer z gospodom Primožem Krečičem premišljujemo o sporočilih, ki jih Mirjana prejema 18. marca. V prejšnji oddaji smo spoznali vidkinjo Mirjano, ki je 18 mesecev od junija 1981 do decembra 1982 videla Marijo vsak dan. In to v svoji knjigi opisuje takole. Ko mi je Marija govorila, je bilo, kot da z menoj govori vse vesolje. Iz teh trenutkov sem črpala moč in ljubezen. Moč, da sem vztrajala v vsakodnevnih borbah in ljubezen, da bi lahko odpustila ljudem, ki so me preganjali. Le kako se je po vsakodnevnih srečanjih z Marijo počutila, ko ji je 23. decembra 1983 na koncu videnja dejala,
da bo za Božič imela svoje zadnje vsakodnevno videnje. Tudi o tem je Mirjana v svoji knjigi napisala nekaj stavkov. Dejala je: ko se je videnje končalo, sem bila šokirana. Jasno sem slišala, kaj je Marija rekla, ampak temu nisem mogla verjeti. Kako bom lahko živela brez prikazovanj? To se mi je zdelo nemogoče in zato sem goreče molila v upanju, da to ni resnica. Na Božič pa je, kot pravi sama, Mirjana prejela darilo. Marija je povedala, da se ji bo odslej prikazovala enkrat letno, in sicer na njen rojstni dan. Zakaj ravno takrat? Mirjana takole pojasni. Pravi: 18. marec je moj rojstni dan, vendar Marija ni izbrala tega datuma iz tega razloga. Za njo se moj rojstni dan ne razlikuje od katerega koli drugega rojstnega dneva. Šele, ko se bo tisto, kar je napovedano v skrivnostih, začelo odvijati, bo svet razumel, zakaj je izbrala 18. marec. Takrat bo pomen tega datuma vsem razumljiv. Prav tako je rekla, da bom v prihodnosti imela še dodatna prikazovanja. Ta dodatna prikazovanja so v svetu znana kot tista, ki so bila drugega dne v mesecu. Od lanskega marca pa do sedaj mineva leto dni, odkar se Marija Mirjani ni prikazala. Verjamemo, da ona in vsi ljudje, ki za to vedo, nestrpno pričakujejo 18. marec. Zakaj pa? Zato, ker nas Marija v sporočilih, ki jih daje, vodi, nas usmerja, opogumlja, tolaži, spodbuja in nam kot mati stoji ob strani. Le kaj nam bo sporočila tokrat? Z gospodom Krečičem smo se v prejšnji oddaji sprehodili po sporočilih od leta 94 do leta 96. Že v prvih 3 sporočilih vidimo, kako nas Marija opogumlja, ko pravi: ljubite in se ne bojte, ker, otroci moji, v ljubezni ni strahu. Če so vaša srca odprta očetu in če so polna ljubezni do njega, zakaj potem strah pred tistim, ki prihaja? Bojijo se tisti, ki ne ljubijo, ker pričakujejo kazen. Tako je dejala v sporočilu leta 1995. V sporočilu naslednjega leta nam je dala tudi jasen napotek, kaj storiti. Posvetite svoje srce in naredite v njem Gospodov dom, naj on zavedno prebiva v njem. Trudimo se, da bi ob premišljevanju sporočil njene besede čim bolj prenesli v naše življenje. Kot je dejala že leta 1994 v sporočilu: vabim vas, da se skupaj odpravimo na pot k Bogu, saj sami vidite, da z našo molitvijo rušimo vse zlo. Molimo in upajmo. Tako se tudi mi tokrat odpravljamo na pot skupaj s Primožem Krečičem. Gospod Krečič, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Veseli me, da ste zopet z nami in da bomo zopet lahko premišljevali ob sporočilih, ki jih je 18. marca Marija dala vitkinji Mirjani. Zakaj so ta sporočila, ki jih prejme Mirjana, tako posebna? Več je razlogov. Vsekakor Mirjana je določena nekako, da bo v svetu razglasila skrivnosti, ki jih daje Marija. Potem pa, če gremo skozi ta sporočila, opazimo, da je v njih nekakšno branje zgodovine v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih. Tako skozi ta sporočila Marija bere svet in kako kliče vidcem, pa tudi nam vsem, da bi skupaj z njo brali ta čas in se pripravili na veliko srečanje z njenim sporočilom oziroma z njenimi skrivnostmi. V prejšnji oddaji smo si nekaj sporočil že pogledali, razmišljali ob teh sporočilih. Leto 97 pa je tudi prav posebno sporočilo. Zakaj? No, najbolje, da gremo še malo nazaj. Leto 1991 je bilo zelo
prelomno, ker so se zgodile velike spremembe, zgodil se je padec komunizma, spremenilo se je pač se podoba velikega dela sveta. Marija je takrat sklici k postu in molitvi, lahko rečemo, da je obranila tretje svetovne vojne. Izpolnila se je Fatimska napoved glede Rusije, da bo v tej nesrečni državi zmagalo Marino brezmadežno srce. To se je tudi zgodilo. Potem je bilo nekako želja in ljudje so videli na upanje, da bo prišlo do več človeškosti, da bo prišlo do rasti, lahko bi rekli vzgoje, pa se je zgodilo ravno obratno. Svet se je obrnil drugam. In prav leto 1997 Marija nekako označuje in pokaže, da se je ta čas, da je prišlo do velike spremembe oziroma da je nastopila generacija, ki v bistvu ne veruje nič. To se pravi začetek enega odpada od Boga, odpada tudi od svetega. Tak nastopenega relativizma, Marija pravi, da gradijo svet brez Boga, brez luči. In to čutimo na mnogih področjih. Tudi pri kristjanih, recimo, je veliko mladih, ki hodijo k maši, ampak na koncu je kot en dvom vse skupaj, ker hočejo biti svobodni, ker hočejo biti brez ene vezanosti, brez vsake dejansko tiste resnice. Ne? In zato je tako težko se pogovarjati s tem časom z ljudmi in to se je še posebej pokazalo tudi v času sedanje epidemije. Kaj pa reče v tem sporočilu leta 1997? S čim to pokaže? Nekako tudi pove, da ne hodimo po pravi poti. Prav to, kot ste rekli, da ne hodimo po pravi poti. To je pot brez ljubezni do bližnjega, je rekla Marija. Ne hodimo po poti, ki bi peljala do njenega sina. In zato pravi tudi Marija, da bo samo na tej poti, ki gre do njenega sina, lahko najdejo svojo trdnost in da lahko potem tudi napolnijo svojo praznino, pomirijo svoj nemir. Vse to, kar se dogaja v ljudeh danes. In tudi Marija pravi, mir bo imel samo tisti, ki bo videl in ki bo ljubil njenega sina. Da ko bo Kristus zakraljeval v srcu, tisto srce ima mir in prav to si vsak človek želi po svoji naravni poti, ampak v teh dneh in tem času si želimo še posebej. Kaj želi Marija povedati ob dejstvu tako velikega odpada od vere? Kako se pozna ta odpad od vere? No, o tem odpadu od vere smo že omenili, da je pač ta relativizem. Da je vse nekako relativno. Nobena stvar ni več trdna. Noben odnos v bistvu ni tak, kot bi moral biti. Recimo sam bi lahko rekel, da to pomanjkanje vere potem prihaja tudi na druga področja. Še posebej v povezavi z upanjem, se pravi, zato ni upanja. In pred sabo imamo generacijo, ki je zelo črnogleda, ravnodušna, nekako srepa in potem pa pomanjkanje ljubezni. To je pa ta tretja razsežnost, ki kaže prav to trenutnost odnosov, se pravi, vse je relativno, tudi toliko ločitev, toliko razvez ali pa življenje samo na poskušnjo, prijateljstva, ki so in jih ni, velikokrat samo bolj zaradi koristi ali pa zaradi trenutnega ugodja. Ves ta relativizem se je združil, morda bi lahko rekli, prav v tej sodobni epidemiji, pandemiji in tolče ven. Tako da je Marija tukaj odprla eno veliko rano človeštva, pokazala nanjo in mislim, da je tudi pokazala pot. Rešitev bo samo
v rešitelju, in to je Jezus Kristus. Tukaj v sporočilu iz tega leta 97 lahko preberemo tudi, da Marija govori o hrepenenju in sicer pravi: kot mati vas prosim, ne hodite po poti, po kateri ste hodili. Ta pot je brez ljubezni do bližnjega in do mojega sina. Na tej poti boste našli samo trdost in praznino srca. O tem smo govorili, potem pa nadaljuje: ne pa miru, po katerem vsi hrepenite. Kako pa naj usmerimo ljudi, da bi našli ta pravi mir? No, pater Livio, ki je direktor Radio Marija v Italiji in velik poznavalec Medjugorja, je napisal celo knjigo prav o tem miru. In zelo poudaril, da je ta mir v srcu je mogoč samo, če se človek spravi Božjo in človeško ljubeznijo. Samo tisti, ki bodo v svojem srcu videli in ljubili njenega sina, bodo prišli do trdnosti, pravi Marija. Brez Jezusa ne bo miru, kajti na svetu je samo en odrešenik. In če so generacije in tudi sedanji čas, če ljudje mislijo, da bodo zgradili svet brez Boga, se zelo motijo. Lahko si iščejo 1000 nadomestkov, vendar je to svet brez prihodnosti, je svet brez ljubezni in brez odrešenja. Zato ta Marijina sporočila pokažejo v bistvu, kam naj bi šel v sodobni čas. Kje je kopat, recimo, kje so rudniki človeškosti. In zato je gotovo potreba, da smo budni, da molimo, da se pustimo. Samo tako bomo našli Božjo milost in usmiljenje. In zato je lepa prispodoba tega tudi 12. poglavje v Apokalipsi, v knjigi Razodetja, ki govori o boju žene z zmajem. To je ta velik boj Marije, pa tudi tistega človeštva, ki je na njeni strani z zmajem, s pohudobijo sveta. Da bi zopet prepričala ljudi, da bi zopet odprla oči, da je samo v Božji ljubezni, človeški ljubezni in v tej povezavi, tej bogočloveškosti je mogoče najti trdna tla in močno upanje, da se lahko gre tudi skozi velike preizkušnje in da življenje zopet dobi smisel in upanje. Poudarili ste pomen budnosti. Ta pa ni pomembna le za vsakega posameznika, ampak tudi kot skrb drug za drugega. Lahko povem drugače. Kadar je luč ugasnjena, ne koristi. Kadar pa je prižgana, pa opravlja svoj namen. Na nek način ni dovolj, da smo le budni, ampak da začnemo tudi svetiti kot luč drug drugemu. Budnost je povezana z ljubeznijo. Brez budnosti ni ljubezni. In če ljubiš, si buden, si pozoren. Budnost je to, da si odprt, da si pozoren na to, kar se dogaja, da si odprt za darove, ki jih drugi dajejo tebi in da tudi ti daješ drugim. To se odvija vse v tem darovanju in zato je potrebna budnost. Sveti Avgustin je zapisal: nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v Bogu. Bi lahko rekel, budno mora biti. Iskati mora nove oblike podarjanja, da bi se lahko enkrat spočilo v Bogu. In zato je budnost druga plat medalje oziroma je nasprotje apatičnosti in brezčutnosti. Tudi vsa ta narkokultura, ki jo danes vidimo na mnogih stvareh, kaže na pomanjkanje budnosti. Budnost je povezana s hrepenenjem in je povezana tudi z upanjem. Konec koncev smo pa potem povedali, že prej povedali, da je povezana tudi z vero, kajti buden je samo tisti, ki verjame, da bo svojo budnostjo sprejel drugega, da bo ujel tatu, če treba, ali pa da bo sprejel tistega, ki bo prišel na obisk, ga razveselil in se mu podaril. Nič ni nekaj, kar bi bilo samo po sebi umevnega. Vse je mogoče dobiti v tem podarjanju. In s tem, ko smo budni, potem bi lahko rekli, da smo tudi luč za druge.
Ker če smo mi budni, potem pokažemo drugim, kako biti buden in lahko svetimo za druge. Lahko bi rekli, če zdaj gremo eno leto naprej, da je leto 1998 bolj svetlo, tudi kar se tiče sporočila. Kako se glasi to sporočilo? Marija je rekla, dragi otroci, vabim vas, da ste moja luč, ki osvetljuje vse tiste, ki še živijo v temi in napolnjuje njihova srca z mirom. Ta mir je moj sin. Hvala, ker ste se odzvali mojemu klicu. Mislim, da veljajo to, kar je bilo rečeno, da je to sporočilo zelo svetlo, mogoče dopolnjuje tisto iz prejšnjega leta, se pravi, vabi vidce in tudi nas, da bi bili luč. Značilnost generacije, o kateri je govorila v letu 97, je, da je mračna. Čeprav so govorili, da je včasih, da je bil mračen srednji vek, ampak mračen je današnji čas. Ta dark, vse te oblike tega mračnjaštva, ki so beg v noč in vse to, da ne govorimo o črnogledosti, pač ljudje, ki nimajo vere in upanja, so črnogledi. Vse to je neka teža, neka peza, ki vleče v drugo smer in zato Marija kliče, odprite luč Jezusovi ljubezni. In prav zato ta luč se mi zdi, da je tako pomembna tudi za ta današnji čas, ne samo za tisti, tudi za današnji čas je tako pomembna, da bi bili luč, da bi razsvetljevali, ampak to lahko delamo samo, če to luč nosimo v sebi. Če smo odprti za Boga, če sprejmemo Jezusa za svojo življenjsko pot, za svojo luč, če prižgemo svoje življenja ob njem, ki je luč sveta. In gotovo, da luč sveti, če se daruje. Kot sveča, ki sveti, če se daruje, to velja tudi za nas. Se pravi, če se darujemo, če se podarjamo, če stopimo v to darovanje, ki je osnova potem tudi budnosti in vsemu, potem tudi svetimo. In iz nas izžareva luč, ki je ista beseda kot mir. Se pravi, ta spodbuda, ta harmonija, oziroma to, da smo v svojem pravem mestu, tam, kjer moramo biti. Vidimo lahko zelo močno povezavo med sporočilom v letu 98 in 99, ko je Marija najprej povabila, naj bomo luč, potem pa po letu dni ponudi še svojo pomoč pri tem poslanstvu, ko reče: Ob vas bom na tej poti odkrivanja ljubezni in Božjega usmiljenja. Kot mati vas prosim, da mi to dopustite. Želim, da mi izročite svoje srce, da bi vas popeljala po poti, ki vodi k svetlobi in večnemu življenju. Ne želim, da vam srca tavajo v mraku današnjih dni. Pomagala vam bom. V tem je, bi lahko rekli, najhujši problem današnjega časa. Kot smo govorili o generaciji 97. Nepripravljenost se izročiti Bogu. Nepripravljenost sprejeti njegove volje. Ta ne bom služil, ta upornost, hudičeva upornost, ki je v nas po izvirnem grehu, in njeno nasprotje v Marijinem zgodi se. In Marija tudi nas vabi, da bi se ji izročili in da bi tudi živeli pač povezavi z njo, da ne bi šlo naše življenje v prazno. In če želimo biti pač pričevalci v tem času, moramo z njo živeti. Ne moramo pričevati o sebi, mi nismo bogovi, mi nismo odrešeniki. Odrešenik je samo Jezus in Marija vodi in vabi svoje vidce, da bi se njemu izročili in da bi bili potem tudi njeni apostoli njene ljubezni, ki vodi prav gotovo k Jezusu. Govorili smo o tej generaciji, ki je odpadla, pa razmišljam, kako je tudi morda neka zanka v današnjem sodobnem svetu, kajti zelo široka je tudi ponudba. Če pogledamo, koliko možnosti
imajo mladi, kaj vse izbrati, toliko hobijev, toliko zapolnitve prostega časa, morda tudi to, da v družini ni zgleda vere, da se je tudi to umaknilo ali pa da je morda verouk postal samo eden izmed hobijev. Kako med vso to široko ponudbo sploh vedeti, katera je tista prava, po kateri poti iti. Nekako bi lahko rekli, da nam stopi nasproti Marija, tudi pri sporočilu, in sicer reče: nikar ne iščite zaman miru in sreče na napačnih krajih in v napačnih stvarih. Ne dopustite, da so vaša srca trda, ker ljubijo praznino. No, o tem smo nekako tudi že govorili. Vsekakor človeštvo in tudi mnoge mlajše generacije nekako stremijo po tem, da bi ustvarili svet brez Boga. Tukaj je ta zanka, temeljno vprašanje je samoodrešenje. Zato so tako blizu tudi različne religije z vzhoda. Jaz se bom rešil sam, jaz bom prišel do harmonije sam, jaz bom mir najdel sam. Tudi sami se bomo rešili s to pandemijo. Pa vidimo, da smo krhki, majhni. Vidimo tudi to, da brez Božje pomoči mi tega ne zmoremo. Tudi preprosto odpustiti ne zmoremo, ne moremo začeti znova, ne moremo se spreobrniti. Vse to so sadovi milosti. In če sprejmemo to Marino povabilo, se nekako začnemo drugače obnašati, drugače razmišljati. Spreobrnenje je spremenitev mišljenja, da nehamo častiti malike, da nehamo častiti sami sebe, da nehamo častiti svoje užitke, svoja potovanja, svoje, določeno fantaziranje ali pa svojo kariero, svoj napuh. In da postavimo resnične vrednote, ki izhajajo iz Jezusa, kateremu vodi Marija. Marija v vseh svojih sporočilih vodi k Jezusu. On je odrešenik. In ta bor se bojuje, še posebej v tem času. Morda prav ta epidemija, ki jo danes doživljamo, razkriva prav to napetost oziroma to dvojnost. Kdo je odrešenik? Vse bomo rešili sami ali bomo rešili skozi Jezusa. In vidimo, mislim, da bomo tudi v tem času preizkušnje, da bomo zmeraj bolj spoznali, da je odrešenik Jezus. Samo on nas bo lahko peljal čez, samo z njim bomo lahko odpustili, z njim bomo začeli znova. Z njim se bomo lahko sprejeli brez zakompleksanosti in črnogledosti. In tudi vsa sredstva, ki jih daje Medžugorje, recimo Sveta maša, spoved, potem Božja beseda, vsa ta sredstva nam pomagajo prav zato, da zopet, da se vse, kar smo si nabrali, da se zopet odpremo Jezusu. Da je on tisti, s katerimi se lahko te stvari zgodijo. In da nismo sužni. Prav to suženjstvo se mi zdi, da je v današnjem času tako izrazito. Marija hoče imeti svobodne ljudi. In tudi svobodni ljudje, to so tisti, ki svetijo, samo tisti lahko pričujejo. In tudi kristjani, Marijini učenci pričujejo prav s tem, da so prosojni, da svetijo in da ljubijo. Tako, in če sedaj potem preberemo še drugi del tega sporočila, vse to, kar ste sedaj zajeli in povedali, to je bilo sporočilo leta 2000, ki sem ga prebrala na začetku. Potem v drugem delu sporočila pa reče: kličite ime mojega sina, njega sprejmite v svoje srce. Samo v imenu mojega sina boste v srcu doživeli pravo srečo in mir. Samo tako boste spoznali Božjo ljubezen in jo širili dalje. Vabim vas, da postanete moji apostoli. Hvala. Imava pa pripravljeno še eno posebno vprašanje, ki pa ni direktno povezana s poročili. Vidci so Marijo videvali vsak dan. Minilo bo leto dni, odkar Mirjana Marije ni videla. Kako naj gledamo na letošnji 18. marec in kako naj se pripravimo nanj?
No, sporočilo je, vprašanje je zelo zahtevno. Zanimivo, da se je začela pandemija prav lanskega marca. In takrat je Mirjana izvedela, da ne bo več imela, se pravi, sporočil drugega v mesecu. Potem je tukaj letos mineva 40 let prikazovanj. 40 ima pomembno vlogo v Svetem pismu. Eno obdobje, eno zaključeno obdobje. Nekateri mariologi pravijo, da je ena od možnosti, da bodo se te skrivnosti razkrile letos, 18. marca. Možnost je. Se pravi, okoliščine nekako kličejo k temu. Obstajajo pa tudi dejstva, ki nekako kažejo to še nadozorevanje. Vsi vidci še nimajo 10 skrivnosti. Človeštvo nekako ni prišlo v eno stanje, da bi ene krize take, da bi si želelo izhoda iz tega svojega potrošniškega ugodja, vse svoje začaranosti, v katero se je ujelo. Še vedno je glavno sporočilo, medicina bo vse rešila in mi bomo šli naprej in živeli tako, kot smo živeli do sedaj. K temu mislim, da čas dozoreva, da ljudje spoznavajo, da brez duhovnega temelja ne bo mogoče iti naprej. Najhujša ovira je človeški napuh, človeška samozadostnost. Kakšne bodo posledice tretjega vala epidemije, če bo prišel, ne vemo. Brez duhovnega temelja ga ne bo tako lahko preživeti in preboleti. Že sedaj se nekaterim lomijo živci, zato je tako pomembno, da se izročimo v Božje roke, da okrepimo svojo vero, da živimo tisto svoje vsakdanje zvesto življenje po Božjih zapovedih. In da velikokrat z Marijo izgovarjamo, zgodi se tvoja volja. In če bomo znali to reči, potem bo tudi veliko bolj vroč klic, Oče našu, pridi k nam tvoje kraljestvo. In postni čas nam tukaj prihaja na veliko pomoč. Kajti ta povabila k spreobrnenju, k postu, k odpovedi, branju Božje besede, nam prav pomagajo, da smo, kot smo prej govorili, budni in da se na to pripravimo. Marija večkrat govori prav o tej budnosti. Zato tudi bi želel, recimo, poslušalcem, da bi sprejeli letošnji post kot nekaj izrednega, ta postni čas, kot blagoslovljene dneve. Če v lanskem času epidemije je bilo to, letos pa se mi zdi, da bo v še večji meri, da nam po teh dogodkih in po tem času govori Božje nebo, da nam govori Bog. In da bodo lahko koraki spreobrnenja bolj jasni in tudi bolj močni. Zato tudi, če ne bo razodetja skrivnosti, bo ta postni čas vodoviten. Tako, hvala. S temi mislimi, predvsem mislijo na budnostjo, se bomo tudi poslovili in budno dočakali naslednje naše srečanje v naslednji oddaji. Hvala in nasvidenje. Hvala tudi vam. Nasvidenje. Z nami je ponovno pater Marin Košakota, župnik v Medžugorju, ki smo ga spoznali že v prejšnji oddaji. Tudi tokrat se nam javlja iz Medžugorja. Fra Marin Košakota, srdačan pozdrav iz Slovenije. Srdačan pozdrav. Hvala lijepa. I vama isto također. U vremenu smo korizme. Što biste u ovoj godini naglasili kao bitno za korizmeno vrijeme? Pa korizmeno vrijeme je milosno vrijeme. To je vrijeme koje nas poziva na intenzivniji duhovni život.
korizmeno vrijeme nas poziva da se povučemo malo, da kao u pustinju možemo reći, u jednom smislu, ne u Saharu, da odemo, nego da se povučemo malo u tišinu, malo da budemo sami, da umijemo biti sami, ne osamljeni, nego ponekad sami, to je dobro biti. Ali cilj je ne udaljiti se, cilj je približiti se. To je smisao korizme. I mi se udaljujemo, malo od ljudi, povlačimo se malo, kako bismo se približili i Bogu i ljudima. Jer mi se ljudi udaljimo od Boga, udaljimo se od molitve, udaljimo se od Božje riječi. Ovo vrijeme, korizmeno je vrijeme posta. To je dakle vrijeme kada se kada mi vježbamo se puštati nešto, ne uzimati nešto, ali cilj nije, dakle, samo ne uzeti. Cilj je uzeti nešto. A to znači uzeti Sveto pismo, Božju riječ, čitati, slušati, uzeti krunicu i moliti. Cilj je, dakle, približiti se članovima svoje obitelji, približiti se Gospodinu, približiti se ljudima. Mi, na neki način, kad postimo, mi ulazimo u stanje odricanja, odričemo se nečega, odričemo se nekih stvari, materijalnih, odričemo se hrane, pića i tako dalje, vježbamo se u tome, a cilj je da u nama nastane novi život, da se rodi novi život, da u nama, evo danas je pepelnica, posipamo se pepelom, obred pepeljanja, ali cilj je u nama vatra, da bude vatra, da bude toplina, da bude ljubav. Evo, u korizmi, u odricanju, dakle u postu postoji ne i postoji da. Mi kažemo ne nekim stvarima, ne uzimamo ih, ne hranimo se njima i tako dalje. Kako bismo Božu, se odričemo, kako bismo primijetili nešto što nas udaljava od Boga, nešto što nam krade vrijeme, za članove svoje obitelji, što nam krade ljubav. Evo, to je ovo vrijeme milosno, vrijeme korizmeno. Sažeto je u onome što je Isus odgovorio Sotoni u pustinji. Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi Božjoj, svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Dakle, mi u korizmi vježbamo se ostavljati materijalne stvari kako bismo dali prostora duhovnim stvarima, Bogu, molitvi, ljubavi. Da, imamo onda jedno pitanje gledatelja. Nekako ne možemo izbjeći tu temu, svugdje je oko nas, pa se pitaju naši gledatelji kako je u Međugorju što se tiče koronavirusa. Je li bilo ili imali zaraženih, kakve su mjere, kako doživljavate taj virus? Da ukratko kažem kako je kod nas. Znači, kod nas je bilo dosta strogo. Mi smo morali vani nositi maske, morale su biti maske bilo gdje smo bili. Onda smo bilo je zabranjeno prijeći regije, tako da je bilo sve nekako zatvoreno. Sad smo došli u crvenu fazu, bili smo čak u crnoj fazi, tako da su bile mjere svakako vrlo, vrlo stroge. Eto, pa zato se ljudi pitaju kako izgleda u Međugorju. A evo, što da vam kažem, ako ćete mi vjerovati, u Međugorju, ali inače u ovoj regiji koja se zove Hercegovina, ali i u čitavoj državi Bosni i Hercegovini, mislim da je tako, da je stanje potpuno normalno. Potpuno kao da nema korone. Evo, tako je to. Evo, u Međugorju pune su crkva je uvijek puna, nema distance, netko nosi masku, uzima masku. Postoje određene mjere, ali što mi primjećujemo? Primjećujemo da nema oboljelih. Moguće je da smo mi preboljeli, da su mnogi preboljeli,
koronavirus i sad da su postali otporni. To je moguće, ali nemamo oboljelih, pojedinačni slučajevi, ali zaista je stanje jako dobro. Evo, iskreno vam kažem da je potpuno sve normalno. Trgovine rade, restorani rade, kafići rade, sve je potpuno normalno. Ljudi se ponašaju potpuno uobičajeno, kao inače. Pa neka tako i ostane, jer želimo da neka ostane oaza u Međugorju. Jest. Hvala. Bismo li mogli reći da nam je situacija s koronavirusom približila i neke vrijednosti koje smo prije ostavili sa strane? Jesmo li možda više svjesni svoje nemoći te da trebamo Boga? Da, mislim da je ova situacija s koronavirusom donijela neku novu svijest o nekim vrijednostima. Dakle, mi smo limitirani kroz ovaj virus, kroz ovu situaciju, mnogim stvarima ne možemo se kretati i tako dalje, imamo puno nečega što nam nedostaje, što ne možemo činiti, ali mislim da pozornost trebamo usmjeriti prema onomu što nam donosi ova situacija. Trebamo izvući ono što je dobro, ono što je poučno, korisno za naš duhovni život. A to je upravo to, jedna od tih vrijednosti je buđenje svijesti da nam je Bog potreban. Bog je nama uvijek potreban, samo je pitanje svijesti. Postoji li ta svijest? Mi trebamo Boga. Sveti Augustin je to dobro rekao, nemirno je moje srce sve dok ne nađe mir u tebi, Gospodine. On je tražio mir na raznim stranama, na raznim područjima, na razne načine, međutim, tek je u Bogu pronašao pravi mir. Evo, mislim da je to iskustvo možemo imati u ovoj situaciji sada, jer uviđamo kako je sve krhko, kako je čovjek slabo biće, kako je ograničeno biće, kako je prolazno biće. I otkrivamo onda nešto što je neprolazno, a to je Bog, to je vječnost, to je vječni život. Dolazi mi u svijest jedna anegdotica jedna mala priča o jednom ocu i dječaku. Dakle, otac je promatrao kako njegov sin podiže jedan veći kamen i to mu ne uspijeva. Onda ga otac pita, sine, jesi li upotrijebio sve svoje snage da podigneš kamen? A sin, jesam, oče, sve sam snage svoje upotrijebio. A otac mu kaže, nisi pozvao mene da ti pomognem. Evo, mislim da mi vjernici posebno imamo tu svijest da ne možemo sami, nemoćni smo, da nam je Bog potreban, ali Bog to želi, on želi nama pomoći. On se nudi, on se daje, on želi biti naša hrana, to je Euharist, to je njegova riječ. On želi nama biti tako blizu da je postao hrana, da je postao euharistijski kruh. Dakle, zašto sami rješavati probleme? Zajedno s Gospodinom. Evo, to je nešto što možemo sada naučiti iz ove situacije. Zajedno s Bogom. Neće živjeti sam. Moliti znači ne živjeti sami. Odlučiti se ne živjeti sami. Odlučiti se ne samo svojim snagama, ne samo svojom pameću, nego zajedno s Gospodinom, uz njegovu pomoć, zajedno s Isusom, zajedno s Marijom. Mi kad se odlučujemo, na primjer, moliti krunicu, mi se odlučujemo, izabiremo biti s Isusom, biti s Marijom. Naglasak je na biti. Biti u molitvi, u ponavljanju Zdravo Marija i tako dalje, u šutnji, ali naglasak je na biti. Biti s prijateljima, biti s najboljim, najvećim prijateljima, s Isusom i s Marijom. Dakle, post isto nam pomaže u tome da shvatimo kako smo nemoćni bez Boga. Izmiču nam
kad postimo, izmiču nam neke stvari. Nemamo onog oslonca kojeg inače imamo. A to mi svjesno činimo. Da pronađemo ponovo onaj temelj, ono zaista ono stabilno, ono čvrsto. Kao što je Sveta Terezija Avilska rekla, sve prolazi, samo Bog ostaje. Evo, to je to iskustvo u postu. Sve je prolazno, sve je krhko, slabo, ali ima nešto što je čvrsto, stabilno, a to je Bog. A to je njegova ljubav. Hvala. Imamo i jedno aktualno pitanje. Sad mi ne možemo doći u Međugorje ili jako teško, pa nas zanima što ima novo. Ima li kakvih vijesti novih u Međugorju? Nešto smo čuli da ste dobili novog biskupa. Da, mostarski biskup. Novi mostarski biskup, to je monsignor Petar Palić. Da, on je inače bio biskup na otoku Hvaru u Hrvatskoj, bio mislim 2 godine, tako nešto, a onda je određen da bude biskup u našoj biskupiji Mostarskoj. On je došao umjesto biskupa Ratka Perića, dakle naslijedio je biskupa Ratka Perića. Biskup Petar Palić je već jednom bio u Međugorju na svetkovno bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije 8. prosinca. Predslavio je svetu misu ovdje i bio je s nama na večeri. Evo, tako da smo radosni zbog biskupa Petra, koji je otvoren čovjek, vedar. Tako, baš imamo pozitivnih osjećaja prema njemu. 18. ožujak je za vidjelicu Mirjanu poseban dan. A ne samo zato što na taj dan slavi rođendan, već i zato što joj se na taj dan ukazuje Marija. Skoro će proći godinu dana od kako se Mirjani 2. u mjesecu Marija ne ukazuje. Stoga vjerujemo da ona već željno očekuje taj dan, a s njom i sva župa i svi župljani te svi prijatelji Međugorja diljem svijeta. Imate li kakve posebne pripreme za taj dan? Pa mi nismo nikad imali posebnih priprema kad su u pitanju vidioci, kad su u pitanju njihova godišnja, dakle, viđenja Blažene Djevice Marije, jer nekoliko njih imaju jednom godišnje, dakle, ukazanja. To su Jakov koji ima na Božić, Ivanka koja ima na godišnjicu ukazanja i Mirjana koja ima na svoj rođendan 18. ožujka. Oni imaju svoja ukazanja taj dan i mi primimo poruku koju Gospod pošalje i stavimo je na stranice. Ja? Tako da će to biti i ovaj put. Bio sam neki dan u Mirjane kod kuće, posjetio sam nju, posjetio sam Vicku, Ivanku, Jakova viđam evo ovdje često, zato što je on utemeljio humanitarnu udrugu Marijine ruke, pa ga viđam tu zato što je on tu u dvorištu našemu. Dakle, Mirjanu sam posjetio, ona ima dosta poteškoća sa kralježnicom, sa kičmom, tako da jako trpi zbog toga, ali inače je dobro, sve je dobro. Ona željno očekuje taj dan, 18. ožujka, dakle, kad će ponovno vidjeti Gospu. Bio sam neki dan, kao što sam rekao, u Ivanke, pa sam nju pitao kako je bilo ukazanje kad je bilo na godišnjicu, dakle 25. lipnja prošle godine. Kaže, ja živim još uvijek od toga dana, od tog susreta. Ja od toga živim. To je nešto što se ne može izreći riječima. Ja kažem, Ivanku pitam, Ivanka, možeš li ti Gospi postaviti neka pitanja? Da je upitaš nešto. A ona mi odgovara, ali nemam potrebe. Jednostavno, to je uživanje u gledanju Gospe. Biti s njom. To je najveći užitak koji je uopće moguć, koji postoji. Evo, dakle, kažem, nemamo nekakvih posebnih priprema, ali ćemo biti radosni čuti Gospinu riječ koju će ona uputiti preko vidjelice Mirjane. Pa također i mi ćemo je
pročitati, prevesti i također se radujemo novoj Gospinoj vijesti. A za kraj, što biste rekli našim gledateljima na osnovu svega što je o Međugorju i porukama Marije već poznato? Rekao bih da ovo vrijeme u kojem se nalazimo jest teško, ali izazovno. I vrijeme u kojem možemo puno toga činiti dobroga, raditi na sebi, raditi na svom imunitetu svoga duha. Evo, možemo postiti, možemo moliti, možemo čitati Božju riječ, možemo biti povezani s Isusom, evo, možda preko interneta, ako ne možemo fizički biti na Euharistiji. Ali mislim da imamo dosta načina, dosta toga što možemo činiti, pa bi stavio naglasak na to što je moguće, što možemo da to činimo. Posebno bih naglasio post, jer Gospod to jako naglašava, jako želi. Post, kad postimo, mi se odričamo nečega što je ugodno. Nečega što je ugodno, što nam godi tijelu. Odričemo se toga kako bismo stekli unutarnju slobodu, kako bismo bili što slobodniji, kako bismo se oslobađali suvišnoga, kako bismo otkrivali ono što imamo. Dolazi mi sad u svijest jedno iskustvo mladića jednoga koji je bio ovisan o drogi. On je živio u Italiji, sad živi u Međugorju i on mi je to pričao kako se nije mogao osloboditi, nikako nije se mogao osloboditi droge. I onda je jednom sa svojom majkom došao na hodočašće u Međugorje, nije htio to hodočašće, ništa nije želio, ništa očekivao, ali je pristao na njezine riječi da ipak dođe ovdje. I taj susret s Međugorjem ga je potakao da je ušao u jednu zajednicu i kaže, najteže što mu je bilo u toj zajednici bilo je prati suđe. Kad njega dođe red da pere suđe, to mu je bilo, kaže, nešto najteže. Ali onda jednog dana je osjetio kako mu to nije problem. I pravo je suđe s radošću. Od tada, kaže on, mu je pranje suđa postalo nešto što nikako nije htio dati drugima. A prije je to činio, htio se zamijeniti, da ga drugi zamijene. A sada je uživao u tome i to mu je bilo kao meditacija. I shvatio je. Dakle, nešto što mi je bilo neugodno. Kad sam to prihvatio, postalo mi je ugodno. Postalo mi je drago. Pomoglo mi je da sazrijevam. Kao čovjek da sazrijevam. Da mogu onda reći ne i drogi, i alkoholu, i svim drugim nekakvim ovisnostima. Evo, dragi prijatelji, ono što bih vam još želio reći, to je da kroz post, kroz ove i druge čine, kao što Isus želi biti nama blizu, kroz ovo korizmeno vrijeme nastojimo i mi biti njemu blizu. Nastojimo doći mu blizu, njegovoj riječi, uzeti je u ruke, čitati evanđelja, upoznavati Isusa, upoznavati njegovo gledanje, njegovo srce, doći mu blizu, uzeti krunicu u ruke, biti na taj način s njim i s Marijom blizu. Doći blizu pred križ, moliti pred križem na što nas Gospod tako često poziva. Doći blizu Isusu na križu razapetu za nas, iz ljubavi prema nama, jer nas voli, jer želi žrtvovati sebe za nas, jer želi dati sebe za nas. To je najveća ljubav što postoji. Evo,
doći pred križ, znači htjeti upoznati tu ljubav, približiti se toj ljubavi, zavoljeti tu ljubav i naravno što sličniji biti toj ljubavi. To vam od srca želim, dragi prijatelji. Hvala vam puno za te prekrasne riječi ohrabrenja i vidimo se. Bog. Hvala, pozdrav, Bog. To je bila pesem Jimmyja Belabara. Za več informacij pa si lahko pogledate spletno stran, ki jo vidite izpisano na ekranu. Kdorkoli se čuti nagovorjenega, je lepo povabljen, da prispeva za Marijine obroke in s tem omogoči lepše življenje nekomu od teh otrok. V delu naše oddaje, ki ga namenjamo reviji Mir, Odmev Medžugorja, ponovno pozdravljamo našo gostjo Mirjam Sterle. Izšla je namreč nova številka revije, pa vas prosimo, da nam jo nekoliko predstavite. Dober dan, najprej vsem skupaj lep pozdrav. Res je, 100-kratno številko smo začeli nov letnik, kar se lepo vidi že na naslovnici. Na njej je namreč naš znak, naš logotip za 40-letnico Marijinih prikazovanj.
S tem želimo povedati, da se tudi mi pridružujemo praznovanju 40-letnice Medžugorja, predvsem pa vsem izrazom hvaležnosti za dolgo obdobje, v katerem nas Marija obiskuje. Hkrati nas ta obletnica navdaja s pričakovanjem. Ker vemo, da je število 40 v Svetem pismu pogosto in pomeni na neki način zaključeno obdobje, se sprašujemo, ali bo posebno tudi v Medžugorju in na kakšen način bo posebno. Torej smemo sklepati, da je tudi v vsebini revije kaj posvečeno 40. obletnici prikazovanj. Ja, tako je. V letošnjem letu bomo poskušali v vsaki številki vsaj s kakšnim prispevkom ustvarjati ta mozaik 40-letnice. Naš odgovorni urednik Primož Krečič že v več številkah zaporedoma analizira Marijina sporočila Mirjani za njen rojstni dan, 18. marec. Tokrat posebno pozornost namenja vsem izrazom Marijine ljubezni in obljubljene bližine za čase preizkušnje. Nadalje je tu prispevek o online kongresu, ki so ga Nemci že pripravili za 40 let Medžugorja. Zanimivo je, da je bil ta kongres prvotno namenjen samo za Nemce, potem se je pa izkazalo zaradi zanimivih vsebin in zaradi možnosti, ki nam jih ponuja sodobna tehnologija, da so ga spremljali malodane po vsem svetu. No, naša sodelavka Marinka Turina pa je zbrala nekaj spominskih drobcev, še iz časov pred začetkom prikazovanj, ki že nakazujejo slutnjo nečesa drugačnega, kar se bo dogajalo v neznani bosansko-hercegovski vasici. Na tem mestu vabim vas, drage gledalke, spoštovani gledalci, da se morda pridružite temu praznovanju 40-letnice. Če imate tudi vi kakšne spomine iz tistih časov, nam jih pošljite, zato da se bomo lahko vse leto hvaležno spominjali daru iz nebes. Danes smo v oddaji že gostili gospo Marto Ciraj, ki je tudi članica uredniškega odbora revije in ima v njej redne prispevke. Da, tako je. Ona skrbi za prevode razmišljanj sestre Emanuel in za rubriko Marijini obroki. Sestra Emanuel je francoska redovnica, ki že več kot 30 let živi v Medžugorju. Sama pravi, da živi zato, da širi Marijina sporočila. Pripravila je tudi 3 knjige o Medžugorju. Če povem z njenimi besedami, ona pravi, da nam danes množični mediji ponujajo preveč slabega, obkroženi smo slabim. Zato se moramo potruditi, da poiščemo dobre, spodbudne vsebine, vsebine o ljubezni, ki premaguje zlo, trpljenje, tesnobo, žalost, tragedije. Seveda, te vsebine niso tako glasne kot one druge, negativne. Kitajski pregovor pravi, drevo, ki pada, ustvari več hrupa kot 1000 dreves, ki rastejo. Mi smo drevesa, ki rastejo v miru. Slediti je treba miru, ne hrupu, pravi sestra Emanuel. Kdaj pa bo išla naslednja številka? Načrtujemo, da bo išla okrog velike noči, do takrat pa gremo skupaj skozi postni čas. Naše bralce smo povabili, da ga skupaj preživimo v Marijinem stilu, z več molitve, branja svetega pisma, s pogostejšim obhajanjem svete Evharistije ali pa tudi prav z dobesednim postom ob kruhu in vodi. V zadnjem tednu sem slišala neko misel, nekdo je rekel, komaj čakam post, najlepši del leta. Ta misel mi je malo vzela besedo, ampak če malo pomislim, se strinjam z njo. Namreč, post ni samo odpoved, ni le to, da si nekaj odtegnemo, ampak je tudi to, da si kaj dodamo. Lahko si dodamo 10 minut za sprehod, lahko si dodamo 10 minut za to, da se umirimo, lahko si dodamo pol ure prepotrebnega spanja ali pa 10 minut za molitev ali za branje svetega pisma. To so vse poti k sebi, v notranjost, v tisti prostor, kjer je mesto za pogovor z našim najboljšim prijateljem. Hvala, Mirjam, in upam, da eno stvar odvzamemo in eno dodamo. Hvala in nasvidenje. Lep pozdrav. Nasvidenje. Vidimo kamne, ki nas opominjajo na 5 temeljev. Prejšnjič smo izpostavili molitev. Ste kaj trenirali?
Samo s treningom se pride do kondicije. Danes pa bi k molitvi dodali še post. Marija Pavlović je povedala, da so si kot otroci močno želeli, da bi delali vse tisto, kar jim Marija naroči. Pa ne le oni, ampak vsa zbrana množica. Spominja se dogodka, ko jih je Marija povabila, naj se postijo ob kruhu in vodi po njenih namenih. In vsa množica je z vsem srcem rekla da. Ali smo pripravljeni tudi mi z vsem srcem odgovoriti? Marija pa je v sporočilu rekla: ne govorite o postu, ampak se začnite postiti. Tako, kot je otroke učila moliti. Najprej 7 očenašev, 7 zdravih Marij in 7 slava očetu, kasneje pa 1 del rožnega venca, nato pa vse 3 dele. Tako jih je sčasoma prosila, naj njihovo življenje postane molitev. Enako je bilo s postom. Najprej jih je povabila, da se postijo ob petkih in jih postopoma spodbujala, da so se odpovedovali stvarem, na katere so bili navezani: televizije, cigaret, alkohola. Premislimo, kaj lahko storimo mi in preidimo od besed k dejanjem. Dragi gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Ponovno se vidimo v mesecu aprilu. Nasvidenje do naslednjič.